Spoštovane državljanke in državljani, danes se je prelila kaplja čez rob. Projekt drugega tira je doživel nov udarec, ki so ga povzročili tisti, ki želijo na vsak način ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. In v takšnih zgodbah ne želim sodelovati. 3 leta in pol je od začetka mandata moje vlade, ki jo vodim. 3 leta in pol, odkar smo bili še v finančni in gospodarski, tudi politični krizi. Grozila nam je trojka, nakopičili so se slabi krediti, upravljanje državnega premoženja je bilo slabo in drago, proračunski primanjkljaj je bil več kot 5%, imeli smo visoko nezaposlenost, 9,7%, in takrat smo varčevali predvsem na račun investicij in na račun kakršnihkoli reform, ki jih enostavno ni bilo na vidiku. Danes imamo 3. najvišjo gospodarsko rast v Evropski uniji. Napovedi za letošnje leto so zelo dobre. Imamo najnižjo brezposelnost po letu 2009. Prvič po letu 2008 imamo uravnotežen proračun, torej ne bomo potrošili več denarja, kot ga zberemo z davki in drugimi dajatvami. Posledično se bo letos javni dolg znižal na skoraj 70% tega, kar ustvarimo Slovenci v enem letu. Od 80 na 70. V državo smo pripeljali tuje investitorje, od Yaskawe do Magne, torej takšne, ki odpirajo kakovostna delovna mesta. In z mrtve točke smo po 25 letih premaknili investicijo v drugi tir. O tem so drugi samo govorili, mi pa smo to naredili. Volivci ste imeli leta 2014 prav. Na volitve sem takrat odšel s svojim imenom in s somišljeniki. Danes so to, kar sem navedel, konkretni rezultati stranke Modernega centra SMC. Ne glede na to, pa se v javnosti namenoma ustvarja napačen vtis, da je vse narobe, da ni sprememb, da so naše odločitve napačne, večkrat označene celo kot protipravne, tako nezakonite kot protiustavne. Vse to, poudarjam, vse to enostavno ne drži. Različne skupine vidijo samo sebe in svoj prav, vidijo svojo resnico, vidijo svoje pravice, vsak zahteva samo zase. Žal, tudi moji partnerji v koaliciji. Meni je to tuje. Sam, kot človek in kot predsednik vlade, vidim dolžnost posameznika do drugih ljudi pred pravico. Na družbo gledam kot na celoto, v kateri mora vladati pošten odnos med različnimi skupinami. In samo tako gremo lahko naprej, da bo bolje za vse. In prepričan sem, da to, kar se je zgodilo danes, ni dobro za Slovenijo. Večina vas je na referendumu podprla gradnjo drugega tira. Danes pa vaša odločitev ne velja več. Drugi tir je ključen projekt za nadaljnji razvoj naše države. V to sem popolnoma prepričan. In dokler bom imel možnost, si bom z vso silo prizadeval, da ta projekt transparentno in dobro izpeljamo. Obljuba dela dolg. SMC vam je obljubila boljšo državo in v 3 letih in pol smo jo tudi naredili. Vsi imamo več je dela, višje so plače, več mladih ima zaposlitev, pokojnine so višje, prav tako socialni transferi. Žal, vsega nismo uresničili, ker smo morali sklepati kompromise s koalicijskimi partnerji, vodstvi sindikatov in mnogimi družbenimi skupinami. Verjeli smo, da nas vse pri tem vodi isti cilj, to je dobrobit Slovenije. Žal, temu ni tako. Mnogi od njih se sprenevedajo, leporečejo navzven, v resnici pa ovirajo nekatere temeljne projekte in reforme, ki so ključni za razvoj Slovenije. Ugotavljam, da tudi v prihodnjih tednih ne bo nič drugače. Še več, razne zahteve in predlogi postajajo vedno bolj neuresničljivi, nekateri celo škodljivi za našo državo. Stare sile enostavno ne dopustijo, da bi delali za prihodnje generacije,
pač pa jih zanima le lastna, partikularna korist. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, država je danes v bistveno boljšem stanju kot leta 2014. Oblast vračam v vaše roke. Odločil sem se, da podam Državnemu zboru Republike Slovenije svojo odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam, in gre za odločitev, ki bi jo v takšni situaciji moral sprejeti vsak zaupanja vreden politik. Na volitvah boste vi, spoštovane državljanke in državljani, in samo vi, tisti, ki boste sodili o tem, kaj je prav in kaj je narobe, in ko in kdo si zasluži vašo podporo. Kljub temu, da odstopam, pa vam sporočam, da bom do izvolitve nove vlade še vedno skrbel, da bo vlada opravljala vse tekoče in nujne zadeve in da bo Slovenija mirna in stabilna.